Ja, živijo, hvala. Kamero. Torej, Site City je največji sejem v Evropi pripomočkov tehničnih za slepe in slabovidne. Vedno pa pozabimo pravzaprav, da ni samo predstavitev tehničnih pripomočkov tam, ampak da se predstavljajo tudi inštitucije, ustanove, tudi kakšni posamezniki, privat firme, ki se ukvarjajo s tem področjem. Tako da potem na koncu pride en tak fajn nabor različnih ponudnikov, različnih tudi idej, kup imamo prototipov, končnih izdelkov, istih izdelkov, kot so že bili tudi, pa kakšnih novih dodatkov. Skratka, gre za eno res tako super srečanje, no, se mi zdi, kjer se srečajo vsi, ki imajo kaj za pač pokazati, povedati in ponuditi. Meni je bilo ta prvič, ko sem šla, najljubše v bistvu videti toliko slepih in slabovidnih na kupu, s psi vodiči, pač res so, glavne zvezde pravzaprav tega sejma, se mi zdi prav oni. Super je bilo tudi gledati, kako se znajdejo, kako sprašujejo. Pač mi delamo v tem poslu in je lepo videti tako zgoščenost na enem mestu in se tako kar počutiš malo kot doma, ampak tudi zelo v neznanem, a ne. Res super izkušnja, no, moram reči, sem bila zdaj tretjič. Jaz grem vedno gledat tudi iz tega poslovnega vidika, a ne, imam sestanke z našimi dobavitelji recimo, kjer se menim za izboljšave, spremembe in tako naprej, nove priložnosti. Hkrati pa tudi, vedno gledam, kaj novega se dogaja, tudi izven teh mojih že ustaljenih navez, pa iščem nove. Tako da meni je čisto vedno, pa v resnici na začetku mi je kar malo naporno se odpraviti, a ne, ker je kar velik zalogaj, že sama pot je dolga, ne glede na to, kako greš. Potem pa, ko si tam, pa se mi zdi, da kar malo tako peto predstavo daš in gas in je res tako zanimivo, no, vedno nekaj novega odnesem, neko zanimivost izvem. Res gre za eno tako dobro povezovanje. Sploh mi je všeč, ker se mi zdi, da je ta sejem majčkeno bolj tak človeški, domač, no. Veliko lahko vprašaš, veliko se lahko povežeš, a ne, ker ponavadi smo vajeni sejmov res, da ni toliko povezovalen, no, sejem. Tukaj se mi pa zdi, da se kar tudi to zgodi, no, tako da nenazadnje že, če gremo v tisto kavarno gor, na najvišjem nadstropju Site City, a ne, Site City je, se pravi, poteka v 4 nadstropjih, pa prisedemo k nekomu, a ne, ki je slep, slaboviden, pa se že tam lahko zaklepetaš, pa kakšno zadevo izveš ali pa podeliš, tako da meni je zmeraj v veselje iti, no. Super, hvala ti za te uvodne besede, za ta oris tega sejma. Jaz sem imela priložnost biti na tem sejmu lansko leto in mene je najprej zelo lepo presenetilo, ko ob registraciji lahko dobiš tudi zemljevid v brajici. In to, kar je že Petra omenila, res ena taka veliko slepih in slabovidnih ljudi in res gre za en tak poseben sejem. Zdi se, kakor da ni, meni se je zdelo, no, kot da ni nobenih omejitev, tudi jezikovne bariere, za vse se najdejo načini. Res je zelo povezovalen sejem. Zdaj bi pa mogoče prosila še ostale udeležence, mogoče tudi koga, ki je bil prvič, da poveste svoje vtise, kako je bilo pa vam, kaj se je pa vas najbolj dotaknilo, kaj pa je mogoče vas presenetilo ali pa navdušilo. Pa bi mogoče kar jaz začel, če se strinjate. Odlično, Nejc, hvala. Ja, ko me tudi majčkeno čas preganja. Tako da, ja, jaz sem bil v bistvu tudi v knjižnici, recimo, sem dokaj nov. Prvič sem bil tudi na tem festivalu, tako da je bila to zame in taka team building malo izkušnja.
In tudi seveda zelo zanimiva zadeva, ker sem v bistvu kar precej padel noter v, kakor si prej rekla, Brigita, v vse v tisk, kar se tiče Brajice, kar se tiče teh orientacijskih zemljevidov in podobnih reči, kar sem v bistvu še najbolj z zanimanjem šel tja, da vidim, kako to Nemci delajo, ne? Ali pa seveda še tudi ostali. Tako da je bila res kar huda izkušnja. Nisem si tudi predstavljal, da je toliko enih podjetij, toliko enih in proizvajalcev in toliko enih, kako bi rekel, tudi oblikovalskih agencij vpletenih v to. Tako da sem v bistvu sicer v družbi Mateja Ledineka, kar je zmeraj zelo pestro in zabavno. Se sprehajal okoli po sejmu, ker je on kar zahteven kupec, no, če se malo pošalim, ne. Je tudi včasih v zadrego koga malo spravil takole. Ampak kar je bilo seveda pač super, saj si na sejmu, hodiš tja, sprašuješ, seveda so ljudje tam zelo pripravljeni, da ti odgovarjajo na kakršnakoli vprašanja. Veliko enih kontaktov smo dobili, vizitk, zelo enih takih specifik. Do enih specifik smo prišli, kar se tiče pač tiska na vse mogoče načine. Veliko je bilo stvari tudi za poskusiti, za probati, tudi kakšni tej orientacijski načrti. Smo jih kar videli tamle. Tako da, ja, je bila kar fajn izkušnja. Je pa res, no, da so te zadeve, kakor sem vsaj videl pri drugih, recimo proizvajalcih, ali pa tudi pač pri društvih, zvezah, da tlele recimo vsaj, kar se tiče teh taktilnih zadev, oznak, pa no, oznak seveda je bilo tudi, ker bomo sicer tudi na zvezi tako malo delali tudi. Smo tudi dobili kakšne konkretne informacije, do čim pa tlele pri načrtih, recimo, ko so tako, ker bomo na to se seveda tudi tukaj pripravljamo v tiskarni. So pa zadeve malo tako pisane, vsak zaenkrat majčkeno še po svoje dela, kar mi pa daje tudi vedeti, da v bistvu vsi nekako raziskujemo, tudi tukaj v Sloveniji, kot v Nemčiji, pa tam smo ene Poljake še spoznali pa tako, da v bistvu se raziskuje tudi to področje, kaj se vse da tukaj narediti, kako se lotevajo, kakšne materiale uporabljajo, kakšne tiskalnike, kakšen tisk in tako naprej. Tako da, ja, seveda to traja tudi 2-3 dni, tako da pol so se že malo noge poznale, ker smo se res veliko sprehajali tam okoli. Tako da, ja, vsak dan v bistvu sem praktično nekaj novega tudi videl, ker je tudi fajn, da je par dni, tako da v bistvu, ko greš prvič, misliš, da aha, to sem pa že vse videl, pa hočeš pa enkrat še enkrat čez isto nadstropje recimo, pa pol vedno še kaj ugotoviš ali pa najdeš, ali pa greš koga še kaj vprašati, ker si ga pozabil prejšnji dan, pa tako naprej. Tako da, ja, zelo fina izkušnja, tako da vsem prisotnim močno priporočam. Tako. Nejc, hvala. Kakor smo zdaj lahko že začutili pa videli, Site City zares ponuja pripomočke z zelo različnih področij, a ne? Nejc, ti si nam predstavil majčkeno več tega, s čimer se ti ukvarjaš, tisk, a ne? Zato je res super, da je danes z nami kar nekaj sogovornikov, ki so bili na sejmu, pa vas mogoče prosim, da vsak pove še svojega zornega kota, ker stvari je zares veliko in je logično, da se dlje zadržiš pri stvarih, ki te zanimajo, ki jih ti sam potrebuješ pri svojem delu. Tako da kar povabljeni. Ja, lahko sem jaz naslednja. Lepo pozdravljeni. Jaz sem tudi, mislim, sem precej nova na tem področju v svetu slepih in slabovidnih, ampak vseeno seveda je bilo veliko stvari, ki sem lahko videla na sejmu in ja, niso samo pripomočki, predvsem. A lahko samo ena stvar, Janja? Ja. Mogoče zares današnjo zunkavico lahko porabimo tudi zato, da majčkeno bolj spoznate naše sodelavce. Nejc, ki je prej govoril o svojih izkušnjah, pomaga v tiskarni in pri UV printu. Nejca, sem prav povedala? Ja, tako, ja.
Super, okej. In Janja, ki bo zdajle delila z vami vašo izkušnjo, dela na programu Vseživljenjsko učenje. Tako da res dve naši novi moči, oba dobrodošla, lepo pozdravljena. Super. Hvala lepa. Ja, jaz sem si želela bolj sredotočati na mogoče zaposlovanje slepih slabovidnih, kaj v bistvu, kaj jim lahko ponudimo. Ja, kaj obstaja v bistvu na nemškem trgu, pa še pač vse stvari zraven. Torej, presenetilo me je, no, da v bistvu imajo nekaj teh klinik, kjer slepim slabovidnim lahko nudijo celovito podporo, ali le to v obliki kakšnih dodatnih operacij, ali pa tudi, da se nekako prilagodijo v novo okolje, ali naj si bo to delovno ali pa čisto za vsak dan. Ja, to mi je bilo najbolj zanimivo, pa tudi v bistvu, kakor je že Brigita omenila, torej kaj v brajici, recimo, ki je bil WC, to se pravi, tista podoba je bila izrezlana tako, no, da imajo slepi malo več, imajo malo več občutka, kje kaj sploh stoji. V oči so mi tudi padle, ne vem sicer, kako se temu reče, ampak različne zgibanke, ki so potem izrezlane, no, torej iz papirja voščilnice so izrezlane in potem ja, so različne podobe. Gor mogoče lahko tudi tole pokažem, čebelo. Ja, se mi zdi inovativno in uporabno. Tudi kar nekaj je bilo gradiv v lahkem branju, ki so tudi dostopne prek knjižnice tam pri njih. Ja, pa tudi presenetile so me v bistvu, koliko namiznih iger obstaja in so potem izdolbljene in tako tudi lahko ostali igrajo. Recimo Človek na jezi se pa tudi druge igre. Ja, to bi bilo zaenkrat to. Janja, če sem jaz prav slišala, si se pa ti udeležila tudi predavanj oziroma delavnic, ki so spremljevalni program sejma Side City. A imam prave informacije? Ja, se mi zdi, da tam tudi lahko najde vsak nekaj zase. Torej, udeležila sem se, torej, kako v bistvu sam sebe na trgu predstaviti, kaj lahko naredi za to, kaj v bistvu je v moči delodajalca, potem ja, pa še ene druge, ja, druge delavnice sem se tudi udeležila. Super, tako da mogoče je fino, a ne, da zares vemo, da je ponudba še širša od pripomočkov, čeprav je že ponudba pripomočkov zelo široka. Ja, Dobro? vsak se je lahko prijavil na različne vrste delavnice ali pa tudi pač predavanja in ja, je bil še prostor tam, no, tako kljub temu, mislim, so bile prijave, ampak pač niso bile zapolnjene. Ta druga delavnica, ali kako se bi temu reklo, predavanje, je bilo pa na temo digitalne dostopnosti in kako moramo tudi za to poskrbeti in da čim širši množici omogočiti, da pridejo do stvari, da jih lahko sprobajo. Je bilo pa tudi tam navedeno, da pač vsem se ne da ustreči, ampak čim več, kolikor se da, in se potem konkretne stvari sproti rešuje. Odlično, super, hvala. Sejem Side City ima ponavadi eno tako vodilno nit, rdečo nit, glavno temo. Je bilo tudi letos tako? Kdorkoli? Jaz nisem zaznala, no, lahko pa je bilo, ja. Petra, je bil letos poudarek na čem posebnem? Iskreno tudi jaz nisem prav zaznala. Okej. Je pa res, da letos je bilo kar zelo
Hiter je prišel Frankfurt in tudi nisem prav zelo se poglobila v vsebino, tako da jaz sem samo tistole registracijo opravila, recimo bonus ICT-ja je to, da je vstopnina brezplačna, če se prej registriraš in lahko pol po mailu dobiš vstopnice, tako da je to brezplačno potem, no in sem samo to uspela narediti, tako da dejansko nisem zaznala, ali je bila kakšna tema, no. Ok, super. Potem bi pa jaz dala zdajle besedo še drugim udeležencem, da mogoče osvetlijo še svojega zornega kota. Imamo še Blaža, Mateja in upam, da nisem koga spregledala, če pa sem, se pa sami oglasite, prosim. Ja, živijo, Blaž tukaj. Živijo. Živijo. Ja, jaz sem se sejma sicer zdaj že drugič udeležil. Prvič je bilo že kar precej let nazaj, ko je bilo še drugo prizorišče, se pravi na frankfurtskem letališču, zdaj pa tokrat pa v centru Frankfurta. Moj fokus je bil bolj na teh, bi rekel, brajevih tiskalnikih, potem teh raznih predvajalnikih oziroma DAISY predvajalnikih pa rešitvah za knjižnice, predvsem v smislu, ne vem, spletnih pa mobilnih aplikacij, a ne. Pa nekaj na kratko sem se tudi pri športu ustavil. Tako da ne vem, če grem konkretno ne vem, na novosti, ne vem, za brajeve tiskalnike, ne. Smo gledali za tale Braillo Norve, ne, se pravi ta velikoprodukcijski tiskalnik, ne, ko ga uporabljamo za knjige in časopise. So imeli eno novost, se pravi tak, bi rekel, manjši, majčkeno manjši, kot ga imamo zdaj tiskalnik, in sicer ni na te bale papirja okrogle, ne, ampak je na papirne pole oziroma na razrezan papir. Bil je tudi precej tišji kot ta naš, ne, in pa tudi cena je bolj ugodna, no, kot za te ta velike. Potem Index, se pravi proizvajalski, bi rekel, namizne tiskalnike brajeve, ne, proizvaja, je vstopni model dal na trg. Zdaj ne vem, koliko je privlačen, a ne, ampak ker tiska samo do formata A4, ne. Verjetno je tudi malo cenejši, ni ga sicer še na trgu, ampak pride konec leta. Druga stvar, ki so jo dali na trg, je pa brezplačen program za v bistvu, kako bi rekel, grafično ponazoritev, a ne, tiska z brajevim tiskalnikom. V smislu, sliko uvoziš tisti program in pol ti jo z brajico, a ne, natisneš na ta tiskalnik, tako da vse take rešitve recimo so že na trgu, ne vem, kakšen Tactile View je plačljiv za to. Tam je sicer tudi več možnosti, a ne, ampak ta je pa brezplačen, ne, tako za neke osnovne stvari je po moje čisto okej. Kaj še bilo kaj takega? Ja, zanimiv je bil tiskalnik enega japonskega podjetja, je pritegnila reklama spečega dojenčka in s pripisom, da če lahko spite poleg brajevega tiskalnika, ne. Kot vemo, so brajevi tiskalniki precej glasni, no, oni so se pa reklamirali, da so eni izmed najbolj tihih na trgu. In moram reči, da je bil zelo, zelo tih, no, tako, da komaj slišim, no. Tako da taka zanimivost, no. Zdaj pol za šport, no, če se še na kratko ustavim, neke tricikle oziroma podjetje, no, ke se s temi tricikli pa tandemi s prodajo ukvarja. Na žalost tandemov nisem videl, je bil samo ta tricikel električni, a ne. Pač imeli smo tudi možnost zunaj se zapeljati z njim en krog. Je pa tako, no, nima klasične balance spredaj, ampak ima take ročke za upravljanje, ne, za spreminjanje smeri, ampak o ceni pa mogoče rajši ne bi, no, ker
brez veze izgubljati besede, ne vem, kdo si to lahko privošči. Potem obiskali smo tele naše dobavitelje, smo že z njimi sodelovali. Handy Life Sport je firma, ki ima razne žoge, Brigita, ti jih tudi verjetno poznaš, a ne? Kar je bilo novega, no, pa niti ni toliko novost, samo malo posodobljena miza za showdown, no, so izdelali. Taka enostavna za sestavljati, se pravi, ne rabiš nobenega orodja, da jo sestaviš, pa zložljiva je, ne. No, pa še ena zanimivost je bila, se pravi, na sejmu je bil prisoten International Blind Ice Hockey Federation, a ne, se pravi, eni navdušenci želijo hokej za slepe, a ne, ko malo promocijo narediti oziroma razširiti. Zaenkrat je to tako bolj nišno, a ne, Severna Amerika, Kanada prisotna, ne, pol Finci, zdaj se pa hoče malo širiti tudi v Evropo, no, in so bili zelo entuziastični. Tako da, če koga zanima, imamo kontakt, a ne, in so rekli, če se jih dosti nabere, da lahko tudi kakšno predstavitev bi naredili, ne. Tako, nekaj v tem smislu, no. Toliko zaenkrat z moje strani. Super, hvala, Blaž. Matej, mogoče še tebe prosimo za kakšno besedo? Tebe smo videli na Facebooku, da si se vozil s tem triciklom. Matej, ne sliši se te. Okej. Mogoče, Matej, lahko ti probaš rešiti stvari tako, da se te bo slišalo. In mogoče bi jaz prosila še Roberta pa Sanjo za kakšno besedo. Ja, lep pozdrav z moje strani. Živjo, Robert. Jaz sem kar vrsto let obiskovalec tega sejma, no. Ne vem, kolikokrat sem bil, vse skupaj njih 6-krat, recimo. Še pač, ko je bil na drugih prostorih, kjer je bilo v bistvu se bistveno težje znajti, ker nikoli nisi vedel, koliko si sfalil. Ker so bile tako po enih kotih, v enih manjših sobah, tako da zdaj je to bistveno lažje. V primerjavi z lanskim letom se mi zdi letos, da ni bilo toliko stvari, kakor jih bi nekako človek hotel, mislim, pričakoval sem več, no, po pravici povedano. V primerjavi z lanskim letom so imeli neke polizdelke, ki sem pričakoval, da bojo kaj od tega razvili, dodatno naredili, kaj podobnega, ampak ni bilo nič od tega, no. Pričakoval sem tudi glede na poplavo pametnih očal, da bo v bistvu v to smer kakšna stvar šla, pač da bojo kakšne priporočila, kaj od tega je dobro, oziroma da je kdo kaj sprobal, da se bi videlo, ampak pametnih očal praktično ni bilo v tem smislu. Sploh tudi enega modela, ne, no. Ostalo pa, mislim, jaz kaj prav dosti novih stvari nisem našel, morda, kar mi je bilo zanimivo, so ene take nalepkice, s katerimi se lahko označuje stvari, ki so povezani potem s telefonsko aplikacijo, zdaj pač nekje prek NFC čipov, potem ta druga varianta so pa pač te QR kode, ne, in se potem s telefonom stvar poskenira in v bistvu posnameš si kaj pač zadeva in greš s telefonom potem čez napravo, čez pač nalepkico in ti potem predvaja glas. Podobno temu svinčniku, pač označevalcu Library, ampak morda na drugačen način pa pač bistveno cenejša izvedba, no. To je bila ena taka stvar, ki sem jo videl, ki se mi zdela precej zanimiva, no, pa tudi verjetno bom tudi imel v ponudbi. Zdaj naslednja, ta druga stvar, ki mi je bila taka precej zanimiva, pa luštno so ene predvajalniki zvočnih knjig, ki so precej zanimivi, mislim, enostavni za uporabo in tudi cenovno, bom rekel, relativno ugodni. Jaz enega imam oziroma dva različna, pa se pač že dogovarjam za neko distribucijo, no. In zdaj cena nekje bo tam okrog 100 evrov, no. Računam, da nekaj okrog tega bi bilo, podpira tele naše knjige brez problemov.
Zdaj, ostalo, kar je bilo, pa niti ni bilo toliko tega, no, da bi rekel, da pa res sem kaj novega videl, vse ostalo je bilo že prejšnje leto, no je pa res seveda, kar je že Petra rekla in ostali, ne, poplava, tako da v bistvu rabiš 2 dni, da v miru pogledaš, če so sploh še kakšni sestanki, ne prideš prej čez, no, ker je pa precej utrudljivo, no, tudi ko si cel dan na nogah na sejmu, je pol na koncu dneva si uničen praktično, no. Robert, no. hvala za to. Tudi jaz sem pričakovala, da bojo narejeni kakšni napredki od lanskoletnih prototipov, tako da Naredili so edino nove prototipe, no. Pač ena zadeva je nova, no. Mogoče še to, kar se mi je zdelo zanimivo, no, v bistvu za zaznavanje ovir, so v bistvu naredili neki trak, pač kot en trak pride, ki ga daš na čelo, pač zelo neopadljiva zadeva, ne, in to ti ne bi z vibracijami potem opozarjali na ovire. Se mi zdi pač zelo taka dosti zanimiva rešitev, seveda v prototipu, no, da se v bistvu z računalniško simulacijo pač lahko edino si predstavlja, kako stvar deluje, no, ampak se mi zdi zanimivo, ne, seveda je pa pri teh stvareh potem so cene tisto, kar potem odbije, ne. Tudi recimo, ne vem, za pametno palico je bila ta pač alternativa Vivoco Rango, ampak je cena tako še konkretno višja, ne, tam okrog 2500 evrov, ne. Pa ne počne kaj dosti več stvari, kakor Vivoco, recimo, ne. Pol so te res grejo v ekstreme, čim je zadeva taka, da pa rekel, no, to bi pa bilo, ne. Tako nekako. super. Robert, hvala. Sanja, bi ti dodala še kakšno besedo? Ja, živja, lep pozdrav še z moje strani. Tudi jaz sem se letos udeležila sejma, pa mislim, da 4. v 7 letih. Jaz sem pač taka, jaz sem zelo malo kritična do vseh teh stvari, ki ti dodatno vibrirajo in piskajo in tako dalje, ne, se mi zdi to, kar bi rabila veliko časa, da bi se naučila orientirati pa gibati s tem. Tako da jaz bolj uživam v tistih stojnicah, kjer je cel kup enih drobnarij, ne, in kuhinjskih pripomočkov in razni družabne igre in take stvari, tako da jaz sem tam najbolj uživala. Se mi zdi, da je mogoče bilo pretekla leta mogoče več tega, ali pa po drugi strani, ne, ko si prvič, ti je ogromno stvari na novo oziroma vse je na novo. Sam proces, kako to zgleda vse skupaj, potem pa, ko si že parkrat, pa že ogromno stvari poznaš, tako da se ti mogoče zato zdi, da ni toliko, ne, dejansko pa pač je. Mene so recimo navdušile podjetja, ki so, bom rekla, močna, ne, in dosti dobro stojijo in so imele prav tak svoj kotiček in so imele prav tam kavomat in to. Dobro, to pač verjetno ne povabijo vsakega tja na kavo, pač midva smo bila tudi kot zveza, tudi pač kot posrednika za prodajo in te tudi drugače, kjer podjetja pač dojemajo, ne, in se mi je zdelo pač res tako nekaj posebnega, da imajo tam res tisto za usedeti se, pa da te pogostijo. Ok, saj vem, da je to vse trženje, ampak je pa zelo zanimiva izkušnja. Jaz sem pa tudi kar veliko prešlatala Brajevih vrstic. To mi je tudi en tak, mene je navdušila ena vrstica, ki je še ni, ki bo dosti majhna, nič kaj večja od zdajšnjih, ki jih imamo, ampak bo pa dvovrstična. In to se mi je zdelo pač, sej so že večvrstične na trgu, ampak so tudi dosti večje. Zdaj se pa izdeluje ena, ki bo dvovrstična, pa po širini ne bo nič kaj večja, kakor so zdajšnje z eno vrstico. To mi je taka, to me je navdušilo. Pač čisto taka malenkost, ne, recimo ena stojnica je bila so imeli samo koleščke za belo palico, mislim, da je celo samo en kolešček, ne, ki se vrti to se pravi, v 360 stopinj,
in to mi je bilo, to sem si kupila in mi je ful fajn, no. To, če ima kdo možnost, pač, da tudi če se ne ukvarja zdaj s tem kot s prodajo ali karkoli, čist kot slep slabovidnik priporočam, da se kdaj pač udeleži, pa da si vzame res 2 dni za ogled. To. Pač vem, da to potegne tudi finančno prenočišče pa to za sabo, ampak jaz mislim, da tisto, ko je sploh kak tehnični navdušenec, jaz mislim, da je fajn, da saj se proba udeležiti. Ja, Sanja, hvala. Jaz bi te tukaj dopolnila, mogoče samo toliko, da je moja izkušnja Science-Cityja res govori za to, da je ta sejem sigurno zanimiv za vse. Ni treba, da ste tako eksperti v računalništvu Tako, ja. ali pa nekaj takega. Zares se za vsakega najde nekaj. Matej, a te bomo zdaj lahko slišali? Mogoče, me slišite? Slišimo te, super je. Ok. Jaz sem bil tudi prvič na sejmu in ja, tako kot so že tudi predhodni sogovorniki povedali, je veliko stvari različnih za videti. Dobro mi je bilo, da sem imel Nejca zraven, zato da sem se mogoče lažje malo tudi kje orientiral, ali pa recimo, ne vem, da sem lažje prišel na eno mesto tam, kjer sem že bil, spet nazaj, mi je bilo včasih mogoče se malo težko najti, ampak stvari je pa res kar veliko različnih. Nisem imel mogoče toliko fokusa, zdaj posebej to bom gledal in posebej to bom gledal. Tako da pogledal sem tudi jaz, kot je že Blaž povedal, nekih športnih pripomočkov ali pa tistih stojnic od Handy Lifea in tega hokeja sta bili še posebej pač zanimivi. Bila sta tudi tam recimo 2 gospoda, ki izvajata oziroma imajo zdaj, mislim, da zelo majhno podjetje, ki delajo prav audiodeskripcijo in pa oni njih, se pravi, organizator dogodka športnega, njih najame, da pač se potem ta audiodeskripcija izvede in imajo tudi, mislim, da celo neko možnost, da potem lahko od doma to audiodeskripcijo poslušaš. Zanimiv je bil tudi ta hokej. Mi je bil pa en tak splošen vtis tudi pri drugih pripomočkih, da so res kar cenovno nedostopni ali pa da so nesorazmerno dragi. Bila so recimo tudi ena zanimiva simulacijska očala, ki so nekako poskušala prikazati, oziroma s pomočjo aplikacije, ki jo je recimo ta gospod upravljal, poskušala prikazati različne oblike slabovidnosti ali pa slepote tudi. Ampak ja, ko sem vprašal za ceno, mi je bilo kar malo hudo, no. Verjamem, da so te pripomočki delani za mali trg ali pa za bistveno manjše število potencialnih kupcev, ne. Ampak po drugi strani pa nekdo, ki si hoče kakega od takih pripomočkov kot posameznik privoščiti, se pravi, da ga mogoče ne uveljavlja preko kakih vrednotnic ali pa drugih subvencij, se mi zdijo pa kar dragi, no. Tako da to bi rekel, no. Ja, to zaenkrat, no. Hvala ti. Ker vsi pač nimate napisanih imen, ne morem točno vedeti, a je še kdo, ki je bil na Science-Cityju. Če je še kdo tak in bi želel deliti. Bojan Ja. Cvetrežnik. Odlično, hvala vam. Dober dan vsem skupaj, jaz sem Bojan Cvetrežnik, sem oče Vala, ki je lani pri 15 letih izgubil vid. Bil sem na potovanju in sem se udeležil sejma, ker sem pač celo leto zelo v tem raziskovanju tehnologij. Moram reči, da sem jaz bil bolj skoncentriran na digitalne tehnologije, torej na računalnik, telefon in te zadeve, no, kako upravljati.
Mislim, da je na sejmu res bilo veliko zanimivega glede dostopnosti, fizične dostopnosti in tako dalje, ampak to ni recimo moje področje. Mi dva recimo nismo imela časa v tem letu se naučiti brajice, ampak prvi letnik srednje šole je, ne glede na to, da je nova zadeva, šel super skozi, vključno z matematiko. To je bilo potrebno res veliko dela za usposobiti te zadeve, sploh glede matematike, kako brez brajice zdaj formule pregledovati. Uspelo nam je, obstajajo zadeve, vendar tukaj bi rad mogoče opozoril na en velik razkorak med tem, kaj slišimo, da je možno, ali pa kaj bi bilo teoretično možno, ali pa kaj je možno za nas, ki dobro vidimo, kaj pa potem dejansko v praksi za slabovidne, no. Tukaj recimo to res število ur, ki ga lahko nekdo, ki je ob slabovidnem vložil, to je lahko odločujoče, no, in pač v nekaj tiflopedagoških urah teh digitalnih tehnologij nikakor ne moreš usvojiti. Vidim, da so, ne vem, da se nekdo ponavadi navadi delati, neko tehnologijo delati in potem to počneš ves čas, bi pa si želel, da izpostavljamo več to, kar je zdaj že nekaj govornikov pred mano povedalo, pač cenovno dostopnost zadev. Mislim, da smo tukaj pač res, pa sploh ne, da sem nasplošno proti liberalni ekonomiji, ampak ko je nekdo v stiski, takrat liberalna ekonomija ne deluje dobro, ne. Vse je krat 3. Recimo, če bi lahko slabovidni, že sam prevajalniki v ChatGPT ali pa v Gemini noter uporabljali enako suvereno, kot ga lahko pač mi uporabljamo, ne. V dictation na iPhonu še vedno v slovenščini ne deluje dobro, ne. In tako dalje, no. Skratka, odvisni smo od korporacij. In tu jaz mislim, da je mogoče malo premalo dialoga o temu, kako pač z javnimi regulativami pritisniti na korporacije, da pač nimajo pravico non-stop nekaj spreminjati, ne, s čimer, kolikor sem videl, niti tiflopedagogi ne morejo biti na tekočem, ker ko si Apple nekaj izmisli, bo Microsoft, to se non-stop nekaj spreminja, ne. In tukaj, kolikor jaz vidim, je za slabovidne ena stabilnost dosti bolj pomembna kot neke večne spremembe, pa lahko samo pahnejo ljudi v, ne vem, da asistent, ki bi mogel mogoče to pomagati usposobiti, pač nima dovolj časa, da to vse raziskuje. Jaz sem ga zdaj imel, ne, ampak se to celo življenje tudi ne moreš non-stop raziskovati, pa non-stop nekaj novega. Tako da tu moram reči, da sem tudi na teh stojnicah se skušal prisiliti, da nisem, ko sem slišal recimo pretirano ceno, da nisem pohlevno pač rekel, najlepša hvala za informacijo, pa odšel, ampak sem enostavno v oči človeku povedal, oprostite, to pa je za nas predrago, tega si pa ne moremo privoščiti, ne, s ponosom, ne, in mislim, da je fajn, da se to tudi pove, no. Kot sem rekel, več dialoga pričakujem na področju javnih regulativ, javne roke nad ekonomijo, ker dokler je to v rokah korporacij, jaz mislim, da zelo mi je žal, s pomočjo Mateje iz društva, Ljubljanskega društva, smo našli recimo en diktafon, ki ga zelo svetujem, Plavt, ki fenomenalen pripomoček, no, ne bom zdaj govoril o njemu, ampak ravno toliko rabi enega asistenta zraven, ne. Kar povej, kaj si povedal o Komdiju, to je Ja, to meni je bilo pač všeč. zadeva, ko daš na mizo, pa ti on potem, mi se pogovarjamo, imamo brainstorming, on pa naredi potem zapisnik sestanka, ti mu določiš, ta glas je bil ta človek, ta glas je bil ta človek, on pove in naredi miselni vzorec, naredi študijske materiale iz tega, val ima najboljše zapisnike v šoli, boljše od tistih, ki dobro vidijo. Ga prosijo za šolci, naj jim da svoje zapiske, ne, to ni legalno, samo en učitelj, da je pristal na to, da lahko deli to z ostalimi sošolci, ne, ampak vedno je v vsaki taki tehnologiji je ena mala vrzel, zaradi katere slaboviden tega ne more sam upravljati. In tukaj je potem ekonomija tista, ki noče tistega male vrzeli zapolniti, ne, ker potem pač ne bi bilo možno, kot je bilo pri tistem, ko smo prej omenjali en dictation, kako se že reče temu, ki je na predavanjih pač izpisoval tekst, hkrati ga prevajal, ne. Potem, ko sem jaz vedel cene za to,
To je nemogoče, to kasirajo po minuti uporabe AI-ja v ozadju. To nihče ne more si privoščiti, no? Razen pač velike firme, pa sejem, pa tako dalje, ne? In potem sem bil na štandu, pa sem vprašal, kaj pa potem, ko že imaš ta tekst, recimo, da si privoščim, ne? A si ga lahko eksportam v... Ja, na tem pa še moramo delati, veliko stvari je, na katerih moramo delati, ne? Rekel, ampak to verjetno en eksport navadnega teksta, ki je že tam, pa verjetno ne bil tehnološko največji, jaha, res prav imate, to pa bilo res malo, ne? Ampak ne naredijo, ne? Skratka, no, to je moja taka osebna kritika. Recimo, jaz ne vem, kako se znajdete na, recimo, ko greš na stran od SiteCity-ja. Jaz, ki dobro vidim, pridem, če sem pri vstopu spregledal, da regijo določiš, hočem potem stran preklopiti na angleško stran in gumba ni. Gumba resnično ni, potem pa greš v Google, pa zagooglaš SiteCity English, potem pa vidiš, da dejansko obstaja direktna domena, ne? Da lahko greš na angleško stran, no. Pač ne vem, no. Bil sem tudi na simpoziju o accessibility, ki je trajal en dan. Ne vem, kaj ne rečem, pač zelo pozitivna predavanja o pozitivnih primerih, kako recimo ta prodajalska stran Oto res skrbno skrbi, resnično je bil prepričljiv govorec iz te firme, resnično je lepo govoril, resnično vse, kar je povedal, drži, ampak jaz še vedno mislim, da je ta razkorak med teorijo, kako bi bilo vse možno, pa med tistim realnim stanjem za enega slabovidnega je prevelik. Ne? Tudi recimo moje ponudbe, da če bi kdo mogoče pa hotel ta moj workaround, kako delati matematiko brez brajice, ne? Da sem pripravljen pomagati, ne? To sem mogoče na 3-4 naslovih firm, ki se pač ukvarjajo s tem, ne? Retina Pro recimo, ena velika, ne? Jaz nisem dobil enega feedbacka, da bi koga karkoli zanimalo, no. No, tako bi delamo dalje. Mislim, da tehnologija omogoča mnogo več na področju digitalnih tehnologij, kot lahko slabovidni uporabljajo. To je moj zaključek. Hvala vam za vsa ta opozorila. Ja. A je morda še kdo, ki je bil na SiteCity-ju? Dobro, jaz mislim, da ne. Jaz bi na tej točki dala priložnost vsem našim udeležencem današnje Zoom kavice, da zastavite vaša vprašanja, da poveste vaša mnenja, tisto, kar bi vas zanimalo. Jaz si želim, da bi lahko od te Zoom kavice vsak odnesel tisto, po kar je prišel. Silvo, imate kakšno vprašanje? Ja, kaj pa za starejše, recimo telefoni, zdaj jaz imam Visual 3, je bilo kaj tega, da, to se pravi, da ni vse na dotik? Ja, te, ki jih že imamo, so bili, novega ni bilo nič, torej mi imamo blind shell telefone, pa Capsys tudi tam malo. Novih ni bilo, je pa ful hecno, ker 2 dni nazaj sem dobila mail od enih, ki so imeli 3 leta nazaj tam nek telefon, naj bi bil preprost, dostopen in tako naprej, Felix se imenuje, da se jim je produkcija zelo zavlekla in razvoj zelo zavlekel in da bi radi vseeno vzpostavili naprej še kontakt, tako da tudi se pravi niča pride kaj takega. No, ampak da kar direkt odgovorim, torej ne, ni bilo čisto nič novega na področju tega telefonov, no. Tako da to, kar je. Gre za to, da bi vse te firme ostale, ne, da ne bi ukinjali stvari, ne. Zaenkrat kaže zelo dobro, ker vse te firme se razvijajo naprej. Recimo Capsys ima nov telefon na vidiku, sicer tudi zahteven v smislu pameten na tipke, delajo tudi eno navigacijsko napravo, tako da oni so, mislim, čisto v razvoju, prav tako pa blind shell, ne, tudi grejo na polno naprej, tako da to mi je všeč, recimo, tako kot je prej Sanja omenjala,
tisto, ko prideš kot dobavitelj, pa te pogostijo. Meni je tukaj všeč ta informacija, da res resno jemljajo svoj posel, a ne, in se potrudijo in s svojimi izdelki in s predstavitvami, tako da ni neki na pol. Tudi imamo kakšne, ki so malo tako, a ne, ampak načeloma se kar potrudijo, no. Jaz sem tako zadovoljen, da ne vem, kjerega bi imel, ali Blinčel, ali tega. Zdaj, ko imam oba. Eden je v počivanju. Dobra informacija. Ja. Jaz mislim, da je mogoče res pomembno tudi to, kar je gospod Bojan prej rekel, a ne? Ta povratna informacija, da cene niso v redu določene ali pa da stvari, ne, da jim nekaj vmes manjka. Lani Petra sem bila jaz presenečena tudi nad tem, koliko velik posluh v resnici imajo te največji proizvajalci za posamezne trge, a ne? Ti si jih opozarjala na to, da smo majhni. Jaz sem ob tem kar rekla, bojo še sodelovali, ampak ja, dejansko so bili pripravljeni slišati, a ne? To je res. Moram tlele poudariti, mi imamo lupe od Reinekerja. Recimo ponujemo zdaj tudi stacionarne elektronske, ampak te male prenosne lupe, ki stanejo na nemškem trgu 1000 evrov, so nam toliko prilagodili, da jo lahko ponujam za 620 evrov. Tako da res pridejo nasprot. Je pa tudi res, a ne, naprava, ena očala, brezvezna, res. Mislim, v redu, super ideja, ampak brezvezna zaradi okornosti, teže, nerodnosti in tudi zaradi cene, seveda. Cena je, mislim, da, ne vem, 3000 evrov, ne. In potem, ko sem jaz to testirala, me je ta predstavnik vprašal, kako se mi zdi, in sem pač iskreno povedala, pač že to, da mi dol lezejo, da so težka, da so okorna, mi ni všeč, da cena je pa pač katastrofa, da to absolutno posameznik si tega ne more privoščiti, a ne. In to se mi zdi tudi prav, tako kot je rekel Bojan, da je treba kar povedati, ne reči, hvala, ne, adijo, ampak kar iskreno, glejte, mi si tega ne moramo privoščiti, mogoče kaka inštitucija, ampak to meni v resnici ne pomaga kaj dosti. Povprečen človek pač nima kar tako, da bo vrgel par jurjev na leto za neke pripomočke, ne, tako da to je dejstvo. Zato je pa res super, da se takih stvari udeležujemo, zato ker na ta način tudi proizvajalci dobijo boljši feedback, a ne? In lahko bolj razumejo in lahko prilagodijo stvari, če se za to odločijo. Ali lahko nekaj dopolnim? Seveda, kdo si? Sanja. Super. Ko se v teh cenah pogovarjamo pa to, ne, jaz sem potem malo pri sebi razmišljala. Pač 3000 evrov je veliko, seveda je, ne, 4000, ampak veš, vseeno bi človek nekako zbral, če bi bil to nek dovršen izdelek, ne. Recimo, kot so Brajeve vrstice. Ja, pač, recimo sem si tudi v življenju sem si 3 kupila. Pač, ker je res dovršena zadeva in je uporabna, ne. Pač to mogoče tudi ta razlika, ne, da so stvari tako nekaj malo na pol, pa to neprivlačne, pa težke, pa to, ampak cene so pa res, kot da je res dovršeno, totalno, da ti bo zdaj rešilo tvojo orientacijo, ne. Pa še druga stvar, no, to, ko smo se tudi o cenah, ne me kdo popravi, no, če smo midva narobe z Robertom razumela, ampak tam je bila ena Brajeva kocka, govoreča, angleška, za računske operacije. In gor so bile Brajeve številke v brajice, to se pravi 9 pol je bilo na vsaki stranici in to so bili gumbi, 9 gumbov, označenih z brajico in so imeli različne funkcije. Skratka, pač si vadil matematiko. In pa mi vprašamo, koliko pa to stane? In ona reče 50 evrov. Pa mi tak, ne, a smo zastopili 50 ali 500? Mislim, pač res 50 ni taka cena in si kar zdaj presenečen, da zdaj pa to tako ugodno, ne, ker vse drugo par 1000 evrov. No, to mi je tako stalo spominil, da je tista kocka bila 50 evrov in pa si kar presenečen, da je toliko malo. Ja, mogoče bi bilo dobro, a ne, glih to, s tem našim feedbackom, da bi se proizvajalci zavedali, ko imajo nedokončan izdelek, ker veliko prototipov je teh na pol izdelkov, da bi morali nekako mogoče sploh, ne vem,
ne omenjati, ne imeti cene, no, ne vem, da bi bilo bolj v fazi testiranja, ker vse te stvari so v fazi testiranja. Jaz sklepam, da kar nekaj firm dobi nek denar, sredstva, ne vem, kot so evropska recimo, a ne, in potem grejo reševati sveta, ne, in pač naredijo ta pol izdelek, na koncu stane 3 ure in si tako, ja, super, a ne, to ne pomaga nikomur, pa tako Sanja, kot si ti rekla, ni dovršena, ne, tako da. Je pa tukaj recimo pri takšnih, je meni zanimivo pogledati, kaj se dogaja, kako razmišljajo in to je to, a ne, tako da. Ja, ker vseeno pa vsi ti prototipi nakazujejo neko smer, a ne? Pa kaj smo midva z Robertom pogrešala mogoče, no? To se mi zdi tako tudi pomembno. Da so pri nekaterih, kar pri večjih izdelkih, so jih predstavljali ljudje, ki so videli. Ne? In zdaj, a on meni kot slepemu lahko to predstavi na tak način? Mislim, pač to smo malo pogrešala. Ker tam, ko je bil kdo, ko je prav slep, je čisto drugačen pristop, no? Drugače se počutiš ob njem, ne? Super. Sanja, a imaš še kdo kakšno vprašanje? Še koga kaj prav posebej zanima? Ja, upam, da se slišimo, Brigita, Darko, jaz bi imel par stvari. Lepo te slišimo. Super. Odlično, lep pozdrav vsem na tem srečanju. Namreč jaz bi pa mogoče izpostavil en drug problem, ki ni čisto vezan z tem sejmom, ampak mislim, da se pa tiče kar vseh nas. Namreč vedno več artiklov, ki se jih da kupiti, rečemo, v neki masovni proizvodnji, kot so to gospodinjski aparati ali pa nekaj drugega, so pravzaprav narejeni na touch. In tukaj se pravzaprav mi slepi imamo kar precej velike težave, kako se znajdeti, da rokujemo s temi aparati, ne? In ne vem, prav čudim se, da proizvajalci nekako ne poskrbijo tudi za take ljudi, a ne, se danes ni noben problem vgraditi nek glasovno podporo, kot je to že na telefonih, pa še kje bi se našlo, a ne. Čeprav v zadnjem času nekako se že da malo znajti, sicer aplikacije niso čisto prilagojene, da lahko ti krmiliš določen aparat torej z aplikacijo na telefonih, ampak mislim, da to še ni to, ne? In ne vem, sem prav presenečen, da se ni nihče spustil v to, se pravzaprav vsi potrebujemo, ne vem, vsak dan nek štedilnik, vsak dan, ne vem, in tudi druge stvari. Naprimer, jaz sem pred 3-4 meseci kupil aparat za merjenje krvnega tlaka, ki ga povežeš s telefonom, da ne bom delal reklame, in praktično vse podatke dobim na telefon, s tem, da potem lahko sam naredim vse. V bistvu lahko pošljem zdravniku in tako dalje in tako dalje, a ne, in mislim, da ne vem, ali tega na tem sejmu tudi ni bilo, ali pa nekako smo to majčkeno spustili, ampak mislim, da so to res stvari, ki nam pridejo silno prav, ne, sploh tistim mogoče, ki smo mogoče malo bolj tehnični tipi in pač kupimo stvari, ki so trenutno in, no, to bi imel v tem. Če smem jaz se odzvati, a ne, na sejmu je bil eno podjetje Filware, ki dela neke te, kako bi rekel, prilagoditve za, ne vem, pralne stroje, pečice, ne vem, mikrovalovke. V bistvu rešitev je bila nek tak gumb, ne, pa neke, bi rekel, tipke, ampak to morajo oni sprogramirati. Sicer tako izgledalo je kar koristna rešitev, ampak mislim, da je spet pol problem cena, ne, pa da morajo prav za vsak tisti aparat prilagoditev narediti, ne. Seveda bi bilo lažje, če bi že proizvajalci, ne, tako kot ste rekli, proizvajalci bi mogli že za to poskrbeti, a ne, samo nimajo v mislih slepih in slabovidnih.
Tako da pol so pa take rešitve, ne, ampak tukaj je spet pol cena. Jaz si sicer nisem zapomnil, Matej, mislim ti, da si bil bolj radoveden, pa si spraševal, če se spomniš, kakšna je bila cena. Ne, saj jaz nisem bil v bistvu na sejmu, a ne. Ampak, sprašujem, ja, ker je bil tudi tam. Ne, saj jaz vem, to mislim, da je rekel mi Boštjan, da je bilo 3 jurje za en za en aparat, no, skratka, cena je brutalna. Ja, saj mogoče- vse te cene so najbrž zelo brutalne, se jih zato pa pravimo, ne, naprimer, če ti, ne vem, a ne, te aplikacije, naprimer, če bi bile mogoče malenkost bolj prilagojene, a ne, potem se lahko stvar pač poveže in to z pač pametnim telefonom se pač ta zadeva krmila, ne. Tako da recimo, pa sam preden jaz končam, da vas ne morim s tem, ampak samo en tak primer bom povedal, pred enimi parimi leti sem bil jaz pri enem mojemu prijatelju na obisku in je imel en filter za vodo, ki ga mislim, da ga izdeluje ena ameriška firma in on odpre vodo, jaz poslušam in začne kar nekaj govoriti, ne. In jaz takoj, a ne, ušesa na pecel, kaj pa je zdaj to? No, in on je v bistvu kupil nek ta vodni filter, ki je imel tudi govorno podporo, a ne. Sicer tisti, ki vidijo to, niso porajtali, jaz sem pa takoj, no, toliko v tem, a ne, saj nekaj se na tem dela, ampak mislim, da bi morala biti pa tudi organizacija slepih Evrope nekako mogoče malo bolj agresivna in pač poskušati te proizvajalce prepričati, da bi posvetili nekaj več pozornosti, se nas je kar nekaj, a ne, da bi pač te zadeve mogoče implementirali tudi v same proizvode, ker to najbrž na take velike serije ne predstavlja nekega stroška. Glejte, hvala, ker sem vas zamoril, ampak mislim, da je to ena taka stvar, ki bi, če bi bila, bi marsikatero od nas prišla zelo prav. Darko, hvala ti za to, kar si ti izpostavil. Nikakor nisi zamoril, ampak si odprl eno pomembno področje, za katerega si jaz želim, da bi ga mi na zvezi vzeli zelo resno. Ker tako kot si rekel, ja, pač mi sami ne moremo tega spremeniti, a ne, tukaj res rabimo Evropsko zvezo slepih, ampak pritisk se pa pač vedno začne od nekje. Tako da jaz si želim, da nihče ne bi imel občutka, da karkoli zamori. Vsi ti pogledi stvar samo razširijo in obogatijo. Hvala ti. A bi še kdo izpostavil kakšno stvar oziroma kaj vprašal? Ja, če lahko. Seveda, dobrodošli, kar. Maksi na tej strani. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Namreč za te pametna očala me zanima, ker jih nisem v praksi še nikoli videl. A so to namenjena samo slabovidnim ali so to namenjena tudi prav za slepe? In kako to potem v praksi bi jih lahko uporabil kot slepi nosilec teh očal? Hvala za to vprašanje. Kdo bi najlažje odgovoril? Robert, Petra? Mogoče lahko jaz. Super. Jaz bi takole rekel, tele pametne očala, mislim, da to še nismo tam, kjer bi mogli biti. Zdaj, Darko, zdaj se vas pa sliši, pa je to majčkeno moti. dobro, saj, skratka, tako, no, pač ni to še čisto, pač obstajajo rešitve, ki so dosti hitre, pol te druge, ki pa obstajajo, so pa v bistvu povezave z umetno inteligenco, kar mislim, da bo sicer okej, ampak tukaj so pol povezane naročnine, ne. To pomeni, da pride tako 200 evrov nekje na leto v bistvu naročnina, ki jo moraš ti imeti, da lahko uporabljaš. Zaenkrat je v tem stanju. Drugače slep lahko uporablja taka očala, to ni problem, ampak zaenkrat je odziv te inteligence, ki mu ti daš nalogo, ne, pač da ti analizira sliko, je zaenkrat za moje mnenje čisto predolg, ne, da bi to v bistvu lahko uporabljaš, če imaš čas, ne moreš pa to uporabljati, če se ti recimo, če bi hotel imeti res informacije dosti hitro, ne. Robert,
če jaz prav razumem, ta očala delujejo tako, da ko ti pogled usmeriš oziroma pač kamero v očalih na neko stvar, ti umetna inteligenca opiše tisto stvar. Tako, v bistvu, ali ti opiše stvar, ali ti prebere besedilo, ne, pač v bistvu je umetna inteligenca ozadje, ne, ki ti analizira zadevo in te jo prebere, ne. Zdaj, v Ameriki stvari, jaz imam pač meta očala in to v Ameriki dela brez problema. Pri nas je to težava, ne, ker pač nisi v Ameriki in pol stvari neha delati. Drugače se mi zdi, meta najbolj tudi odziv je izjemno hiter, vse ostalo pa predolgo čakaš, no, in dokler to ne bojo odpravili, mislim, da to še ni uporabno, no. Ja, Ampak bi pa nekdo, ki bi ga zanimali videti ta očala, jih lahko pogledal pri tebi. Prav razumem to? Ja, lahko, no, ampak pač s to meto je težava, ker v bistvu crknejo, ne, in Ker to nismo v ni, Ameriki. ja, in to ni za uporabo, pač ne bo jih vsak znal rešiti. Jaz jih znam, ne, ampak ni enostavno, in jih pač ne morem take stvari prodajati, pa tudi priporočati, ne, ker pač za uporabnika, ki ni dobro tehnično podkovan, so neuporabne. Da jih boš rešil, da bojo spet delale, recimo, ne, to mislim. In ni, zaenkrat še ni zadeva taka, da bi to bilo. Je pa Razumem. opisi so relativno, mislim, so dosti natančni. Kar se drugje postavlja težava, ne, mislim, kar vidim težavo zdaj, te z umetno inteligenco, ChatGPT-jem ali pa Geminijem, ki obstajajo, tega še nisem probal, pač nameravamo v kratkem, ampak pač meta je seveda samo v angleščini. Prvič moraš imeti dobro izgovorjavo, drugič moraš pa angleščino dobro zastopati, a ne. To so tiste meje, zakaj to za naš trg še ni. Pa moraš imeti res dobro izgovorjavo, da te zastopi, ker pač, če ni, te ne bo. Jaz In, ne, recimo, tako. Hvala Meta lepa. pač ne podpira tega našega področja še, no. To je problem. Tudi mi smo sprobali te očala od kolegice iz Avstralije, pa pri njej res fascinantno dela zadeva, ne. Se spet tisti tanki led, samo ta prevod, ki je recimo čisto normalno deluje in v Gemini in v ChatGPT, samo ta prevod jezikov, pa to, da bo pač se Meta odločila, da bo Slovenijo dala na zemljevid podprtih področij, no. To manjka in dejansko res dober pripomoček, ampak ga ne moremo uporabljati. Jaz lahko kot zanimivost povem, da sem zdaj na enem usposabljanju za osebne asistente pa uporabnike od nekoga slišal, da ko se vklopi recimo Google Gemini Live, pa da se pritisne zraven še kamera, da ti lahko dejansko pove, kje se nahajaš oziroma kaj je pred tabo in tako. To sem probal med drugim tudi v Frankfurtu, ko smo šli v sredo zvečer ven, potem, ko smo se enih 10 ur vozili, smo šli pol nekaj pojesti in smo bili tam ob reki Majni in sem jaz tisto zadevo prižgal in sem rekel, no, daj mi pa povej, kje smo zdaj, in kam lahko gremo tukaj blizu na hamburger ali pa neke take stvari. In sem pač odprl kamero in pokazal tja na reko, ko smo bili ob reki, in je dejansko mi povedala, da sem v Frankfurtu in kam lahko gremo na hamburger, ne. Je pa težava ta pri tem live klepetu z Gemini, zato ker ona takoj, ko ti nekaj rečeš, ali pa ko gre nekdo mimo pa nekaj reče, se ustavi in ga že posluša, ne. Pa težava je seveda tudi v tem, da po mojem zdaj prav podrobno ti še tega nekih navodil ne more dati, oziroma še ni sposobna ali zmožna ta inteligenca na tak način funkcionirati, da bi ti povedala, ne vem, pojdi tukaj pred tabo so stopnice, pojdi v podhod in pojdi, ne vem, v podhodu na desno stran, pa boš tam šel, ne vem, na 6. tir ali pa tako, ne. Če bi šel recimo na železniški postaji, se poskušal orientirati. Pa to, kar smo te tudi zadnjič v kombiju pogovarjali, ne, da nekdo, ki je slaboviden, še mogoče to lahko uporablja, nekdo, ki je pa slep, ima pa lahko že kar malo več težav ali pa mu bistveno več časa vzame, da na tak način upravlja z umetno inteligenco. Se pa stvari tukaj hitro razvijajo in ne vem, kar mogoče pred enim tednom ni bilo mogoče izvedljivo, da bo čez en mesec lahko že čisto drugačna zgodba, ne.
Tako da je fajn te stvari malo spremljati. Prej recimo nisem omenil, tudi ko sem bil na sejmu, da so imeli različne bralnike oziroma da ti poskenira recimo neko gradivo in ti ga prebere. In sem tam meni gospe tudi kar povedal, to lahko jaz tudi za Gemini naredim, oziroma pač povem, da si poslikam meni v restavraciji in prosim, da naj mi pove, katere jedi imajo. In mi tudi pol ta umetna inteligenca to dejansko ne samo, da mi pove, katere jedi imajo, oziroma da mi prebere, recimo v nemškem jeziku je bil zadnjič meni, ampak da mi je dejansko povedala tudi, kateri, ne vem, hamburgerji, katere pice so na voljo in to v slovenskem jeziku, ne, kar mi je bilo pa super, super uporabno. Super, hvala. Še kakšno vprašanje? Jaz bom to tišino razumela, kot da smo odgovorili na vse tisto, kar je ljudi zanimalo. Na tem mestu bi jaz samo še res lepo povabila prav vsakega na sejem Site City 2027. Tako, res je kaj za videti in prav je, da smo tam in prav je, da spremljamo in prav je, da se o tem pogovarjamo in izmenjujemo mnenja in opozarjamo na tisti droben delček, ki še manjka. Najlepša hvala vsem za vaš čas danes in za vse, kar ste bili pripravljeni deliti. Srečno!